Dober večer, pozdravljeni na že tretjem večeru Slovenskega filozofskega društva. Jaz sem Tomaž Lešovnik, sem trenutno predsednik društva. Danes imamo v gosteh akademskega profesorja dr. Tineta Hribarja, ki ga vsi poznamo, seveda. Jaz ne bom preveč besed zgubljal, bi pa rekel vseeno tole, da sem profesorja Hribarja na tak primeren filozofski način spoznal pravzaprav iz knjig. In sicer brali smo v času študija njegovo res odlično delo Fenomenologija 1 in 2, tako res lepo vod, in to je bilo prvič, da sem se dejansko spoznal z filozofijo Martina Heideggera na res neverjeten način prikazano. In spomnim se, ko sem sedel v eni utici in kuro si Pečko, Gašperček hodil po drva in bral to knjigo in potem šele čez nekaj časa ugotovil, kaj je Heidegger Hütter, no, in se mi je nekako tudi to potem malenkost poklopil. Tako sem spoznal v resnici profesorja Hribarja, potem pa seveda še na predavanji filozofijo religije, imel takrat za moja generacija, skratka res izjemen intelektualec. Zopet imamo v vlogi moderatorja našega Žanika, kot mu rečemo, Tadeja Urbanijo, doktorskega študenta zgodnega Heideggera, in on je zdaj naš tradicionalni vodja vseh gostov, ki nekako prihajajo s fenomenološko-hermeneutične tradicije. Hvala tudi Trubarjevi hiši literature, da nas ponovno gosti in besedo moderatorju in gostom. Hvala, Tomaž. Da ne pozabimo, tam v predprostoru so tudi knjige, tako da če kdo želi kupiti takšno knjigo, tam so na razpolago. Torej, za začetek, vaše zadnje delo, ki ste ga objavili pri Slovenski matici, je delo, o katerem bomo se danes pogovarjali, Nesmrtnost in neumrljivost, trilogija. Zdaj, za začetek bi se ustavili samo pri samem pojmu nesmrtnosti. Zdaj, nesmrtnost pojmujete iz gledišča človekove končnosti oziroma smrtnosti. Pri čemer izhajate iz Heideggera, ki je smrt razume kot način biti človeka. Smrt je bistveno moja. Nihče ne more umreti na mesto mene. Ali to pomeni tudi obratno? Je tudi nesmrtnost lahko samo bistveno moja, če mene ni, ali ima smrtnost potem še kakšen smisel? Mene konkretno. Torej, nesmrtnost, če izhajamo iz tega, da pač v nas tli želja po nesmrtnosti, seveda lahko ugotovimo, da je podobno kot filozofija. Bog, ki vse ve, ne more biti filozof, kot je že, oziroma ne, ni treba, da bi bil filozof, kot je že Aristotel gotovo, ne. Filozofi smo lahko samo končna bitja, iščemo vednost, ki nismo vse vedni, ne. Ravno tako Bog, če je na smrti, nima želje po nesmrtnosti. Tako da prav ta želja po nesmrtnosti izhaja iz naše končnosti, se pravi iz naše smrtnosti. In to pomeni, da v pravem pomenu smrtnik, se pravi bitje, ki razume smrt in more v njegovi biti zato biti samo, lahko samo človek. Se tega zaveda, ko kmetje dobro vejo, človek umre, žival pogine. Zdaj berem časopise, se začetka govoriti o umiranju živali in tako naprej. Dokaj, metaforično, ampak živali ne umirajo. Nimajo tega odnosa do smrti, kot ga ima človek, in to lahko samo človek, niti Bog, niti žival. Tako da, sej, na kmetnih smo tudi, za čebelce smo rekli, da to umrejo za nobeno drugo živalko, ko se jaz spomnim, to zaradi mene, ne vem, zaradi česa. Z tega vidika je smrt kot zgolj človeška, to hkrati implicira tudi diferenciacijo načinov bitja. Torej, žival je na drugačen način kot bit, ampak potem kot človek. Ampak potem to z vidika vsakdanje govorice, kot ste rekli, ko rečemo, človek umre, žival pogine, ali ta diferenciacija ima tudi vrednostni predznak? Ne, to sta popolna dve ravni, ker človek umira od rojstva naprej. Nikdar ni preveč nad prester
čaka ga smrt v vsakem primeru in je od rojstva naprej v razmerju do te smrti. Žival pač ni v takšnem razmerju. Zato, če smo strogi, sploh ne moramo govoriti o človeku kot smrtniku, namreč v odnosu do nesmrtnikov. To glede na Heideggerjevo četverje imamo zemljo, nebo, človeka kot smrtnika in bogove kot nesmrtnike. Sploh ne moramo govoriti o strogem pomenu mišljenja o človeku kot smrtniku, če se tega ne zaveda. Zato Heidegger govori tudi o tem, ko govori o poslednjem Bogu, da nas to zavedanje, samozavedanje človeka kot smrtnika šele čaka. Tako da, kot ste rekli, smrt je eksistencial, se pravi način biti, seveda način biti, ki je lasten samo človeku. Ko smo že to bi zdaj še podaril, malo se kdo me vpraša, zakaj pa nesmrtnost pa ne umrli, vse to je isto. Še ta prva lektorica, da sem mi to dal, ne hotel čakati eno teh besed. Vse dosti. Ni dosti, ker to pa vidimo, zato sem pa šel skozi celo zgodovino, od šamanstva pa do današnjih znanstvenih trud. Vidimo, kako se to spreminja. Želja po neumrljivosti je zelo stara, najmanj 4000 let, se pravi, od Gilgame še naprej. On se je zaželel neumrljivost. Zato je iskal rožo čudotvorno, ki bi mu to neumrljivost zagotovila. Po pa stoletja ni bilo nič, šele v krščanstvu se spet skozi Pavla porodi ta zamisel o neumrljivosti. In sicer s to predstavljamo, ko je Kristus umrl in vstal, šel na nebesa in tako naprej, je obljubil, da se bo vrnil. Tako imenovani drugi prehod, paralizija. To je pa pomenil, ta obljuba je posebovala, da ko se bo vrnil, bo vse svoje, se pravi tiste, ki vanj verujejo in živijo na njegov način, na krščanski način, da jih bo žive, se pravi z dušo in telesom, vzel se seboj v nebesa. In to v 40 letih je bila ta vera zelo močna. To je tisto, kar je krščanstvo pravzaprav ne samo ohranilo pri življenju, ampak mu dalo ta zagon. Pavel potem izrecno reče, brez vere v stvarjenje je vera prazna. No, zgodilo se je pa to, da je to začelo razpadati. Kristusa ni pa ni bilo, parazija se ni zgodila. In kaj se zgodilo? Nekateri so to čakali, da bo živi prišli na nebesa z dušo in telesom, so ta čas umrli. In to je imel nenadoma Pavel ogromno dela, da je razložil najprej samo sebi, potem pa še vsem svojim kristjanom, če tako rečem, kako se bo to, kaj bo zdaj to. Ko Jezus pride nazaj, kaj se bo zgodilo? A bojo oni, ki so umrli, pač ostali tam trupla v zemlji in tako naprej. In tako je prišlo do tega, da bo, ko se bo Jezus vrnil kot Kristus, bo najprej tiste, ki so že umrli obudil od mrtvih in je rekel, Pavel, ne sakirajte se, pa bomo šli pa vsi skupaj, ti vojeni, ki so bili že mrtvi, ki so zdaj živi, pa bomo šli skupaj, oziroma gremo v nebo, skupaj s Kristusom. Ker to so čakali tako rekoč na jutri, najprej, potem en teden, pa ni bilo en teden, mesec okrog pa ni bilo Kristusa. Eno leto še zmerno, 10 let, to je pa že prehodno. Tako da prvo pismo je pismo Tesaloničanom od Pavla, ki je bil prisiljen, da to začne reševati to zadevo. Prej izgleda je gladko teklo, niso bila potrebna pisma. Potem pa imamo o tem, ki jih je že predolgo po raznih krajih tam okrog, po Grčiji, skratka po Turčiji in tako naprej, Efes in podobno, je morala nekako temeljiti, zakaj ni, oziroma kaj se bo zgodilo, niti ne zakaj ne, to se še ni sprašlo. Ampak kaj se bo zgodilo, ko bo vendarle prišel. Še zmeri v trdni veri bo. Vsak čas lahko pride, kot tak po noči, kadarkoli, treba biti pripravljen. To se ni zgodilo. In to je bila prva faza, se pravi, šlo je za neumrljivost, brez umestne smrti. To je temeljna razlika. Neumrljivost je želja po podaljšanju življenja v večno življenje, brez prehoda skozi smrt.
Nesmrtnost je pa posmrtna neumrljivost, če tako rečem. Se pravi, posmrtna nesmrtnost, ki se zgodi, ko že umre. In potem je še to zelo hitro. Čez 54 leta potem to pelje, se pravi, čez 4 leta v pismo Korinčanov, da ja, res bo Kristus prišel, še zmeraj to verujemo in bomo šli skupaj v nebesa z dušo in telesom, ampak ne s tem telesom, katerim smo zdaj, ampak temu prav duhovno telo. Pričemer ostro razlikuje natančno med telesom, duhom in dušo. Se pravi, tudi ne duševno telo. Se pravi, ker duša je pač tisto, kar daje življenjska sila. Ne ta življenjska sila, ampak kot duhovno telo. Zdaj, kaj je to, kjer napove? Najbolj banalno, če tako rečem, je potem razlaga Tomaža Akvinskega. On je vse sistematiziral točno v okviru, točno povedal. In pri njemu sem dobil čisto enostavno razlago, kaj je duhovno telo, ki v nebese bojo zdaj samo duhovna telesa, ne ta naša telesa. Piše tam v sumi, ne. Ja, to je pa takrat, kadar je telo popolnoma pokorno duhu, mišljenju. Misel, duh obvladuje telo in to je duhovno telo. Po njem. Pri Pavlu sigurno ni šlo za to, je šlo za nekaj drugega. No, ampak je ta premik, da zdaj, ko bo obuditev od mrtvih, ne bo šlo tisto telo, ker je pa spet to triljan zahtevo, ampak bo to že prespremenjeno. Neko drugačno telo, čeprav telo, ampak neko duhovno telo, ki je neopisljivo pravzaprav. Še zmeraj pa telo. Potem tretja faza, še vse priplatano, pa pride do ločitve duše in telesa. Ne nasmrtna samo duša, to je pa pobral seveda od Platona in tako naprej. Pa pač, ko umre človek, gre duša zdaj že na drugi svet, seveda, in to potem pride še zmeraj v okviru, ampak Pavlove šole, ampak ne več pri Pavlu. Pavel je potem čez 10 let, se pravi v času pisma Rimljanom, da te pisma imamo strogo po nastanku. Potem sploh razumemo ta razvoj. Če začnemo s pismom Rimljanom, koliko je objavljen v Novi zavezi, ne bomo nič najdel, ker je vse pomešano. Ker tu pa nastopi, bi rekel, ne depresija, ampak, a pa deprimiranost, ampak, bi rekel, nek resentiment, neka vdanost usoda, zgradka. Ker bo pa bo, pravi Pavel. Ali bom prišel v nebesa neposredno ali ne, to je odvisno od Boga. Temu prav seveda Božje usmiljenje, ne usoda, ampak skratka predal se je v neko resignacijo, če tako rečem, ne depresijo, ampak resignacija pa sigurna. Njegovi učenci pa grejo, to je pa že, tako rekoč, peta faza, gre pa še korak naprej, ne pa čista to vstajenje, popolnoma spremenjen vstajenje se zgodi s krstom, ni treba, da se Bog sploh vrne, parazijo loka, kar črtamo, podmaknemo, že sam krst pomeni duhovno vstajenje, zdaj je pa za duhovno vstajenje teles, koliko je bilo prvotno, mislim, ampak duhovno vstajenje in to nas bo peljalo do nas, ne pa če berete te naše priloge, dogmatično teologijo in tako naprej. Pa človek takoj, ko umre, gre njegova duša, bodi si v nebesa, bodi si v pekel, bodi si v vice, se pravi, že vse odločen. Čemu potem druga parazija? Vsebinsko gledano. Zato tudi danes praktično nihče več tega ne pričakuje. Realno, koliko je za vso živo željo, kot so prvotni kristjani. In to se pravi, ta želja po neumrljivosti je bilo, skratka, Gilgameš 4000 leti, pred 2000 leti Pavel in prvotnih kristjanov, in zdaj se bo ponovno ta želja pa se formira skozi sodobno znanost, ki hoče stvar neumrljiva človeka. Sodobni znanosti ne gre za nesmrtnost duše, to jih ne pride. Oni bi radi
To je tudi skupina znanstvenikov, ki se imenujejo transhumanisti. Tako, bi radi neumrljivost, se pravi večno življenje. Če to ne, pa saj podaljšanje za nekaj časa, 300 let. Skratka, ta razlika je med nasmrtnostjo in neumrljivostjo in v bistvu je temna želja še zmeri o neumrljivosti. Nesmrtnost je tako rekoč nekakšen nadomestek za tisto, kar si res želimo. Čeprav se zdaj že pojavlja, kot vidimo, tudi že nasičenost, zgleda, ko dosežeš 100 let, nisi več tako zainteresiran. Bi kar umrl. To je pa spet nekaj popolnoma na vzdušje, definiti, kaj bi gre. Definiti, kaj tako bi lahko rekli, ja. Saj delom. Zdaj zanimivo je, ker ko ste omenjali, ponovadi govorimo o judovsko-krščanski kulturi kot o neki identiteti. Ampak ravno z vidika nesmrtnosti je ta identiteta nekoliko vprašljiva, kajti Hebrejci same na pojme nesmrtnosti sploh niso poznali. Nesmrtnost se pojav šele, temu rečem jaz, proto-krščanska dela knjige v času Makabejcev. V drugi knjigi Makabejcev so se prvič pojavili to vstajenje v nesmrtnosti. In to preko žrtev, preko mučenikov. V vojni je mučeništvo. Ta je zgodba o materi in sedmih sinovih. Vsi sinovi umrejo mučeniške smrti in so potem direktno vzeti v nebesi. In to je potem krščanstvo pobralo, ampak ne v času Pavla, ampak še v času v drugem stoletju. Ko se je začelo preganjanje kristjanov in so potem rekli, da tisto, ki je umre mučeniške smrti, pa ni treba čakati na stojenje, na drugi Jezus prehod pošel kot žrtev, tako in v nebes. Je pa že Pavel upelje v tej tretji fazi, ker le iščejo odgovor, zakaj ne pride Jezus, kdo je kriv, zakaj ne drži obljube, a je on, a smo mi krivi, in so potem prevzeli kriv do nas. In potem Pavel začne zagovarjati tezo o trpinčenju, o samotrpinčenju telesa. Kot kazen, kot je smrtna kazen, kazen za nekaj, pač za to grešnost. Tako je, ne bi bila tudi ta odloh peruzije neke vrste kazen in to lahko zdaj dobimo. In tako se potem dobiš skozi stoletja celo serijo raznih načinov samotrpinčenja, od puščavnikov do danes se, mislim, da zares trpinčijo, samotrpinčijo samo člani Opus Dei. Imajo pač te verije, bičanja in kaj vse. Pri njih je to še zmeraj. To je pa španska varianta. Drugač pa, skratka, to je odzivanje prijama v krščanstvo. To trpinčenje, trpljenje, poveličevanje trpljenja kot nadomestek za to, da se v tem predolgo vstopu v nebesa, tega prvotno krščanstvo nima. Če berete Tesaloničane, prvo pismo, tega not ni. Tam Pavel govori o ljubezni do bližnjega, proti razuzdanosti, proti prešuštvu in skratka te etične zadeve, nekaj pa ne govori o samokaznovanju. To se potem počas formira. Tudi sama vloga pasivna je pravzaprav poudarjena v evangeliji, ki so mlajša besedila kot samo Pavlova pisma. Tukaj se že kaže... Najstarejše besedilo je prav to pismo Tesaloničanom iz leta 50. Evangeliji so potem nastali od glavno okrog leta 70 pa 90. Še zdaj debata teče, da je nastal evangelij po Janezu pa Apokalipsa. Eni postavljajo na začetek, na konec prvega stoletja, eni celo drugega stoletja, eni celo na konec drugega stoletja. In se vidi ta razvoj od agnosticizma potem v krščanstvo in podobno. Se sam pojem nesmrtnosti tudi spremeni samo pojmovanje smrti. Recimo pri Platonu v apologiji Sokrat teme svojo obsodbo opisal kot nagrado, ker ga čaka v bistvu blaženost v nebesi. Ampak na neki točki Platon to slikovno stranstvo preslika na to stranstvo. Postane potem ta funkcija nesmrtnosti duše, je to bolj v funkciji Platonove politologije in njegove pedagogike? Ja, to pa izhaja, da pač on ima moment reinkarnacije. In to je potem bistveno spremenine. Ta duša se vrača
ima neke izkušnje, če se jih zaveda, ne, in to potem neposredno deluje v državi, ne. Ima politične posledice, ampak to so še zmeri, ko se je umanili Sokrata, ne. Ja. Sokrat ima on je prvi Paskalovec, ne. Ja. Stava na Boga, ne. A se splača staviti na Boga ali ne? Vemo, kakšna je stava, ne. Če Bog obstaja, krasno, ne. Ja. Dobro, da sem to naredil, če pa ne, pa nimam kaj Pa izgubiti. nimam kaj izgubiti, tako. In to ima že Sokrat v eni izmed teh treh, ne. Apologija, pa še Vesta. Prav, ja, zdaj bom umrl, v redu, da če ni nič, pa pač ni nič, ne. Ja. Če pa bo, pa upam, da bom prišel v ta blaženo njegovo ime, pač pravi narkovanik, ne. In kako, tle je zanimivo, kako so se potem predstavljali, kaj je vsebina te nesmrtnosti, ne. Sokrat kot filozof, ne, kaj je pričakoval? On se je zamislil ta raj, ne, oziroma tisto hatniki, ne, kot klub filozofov. Ne? On je pozabil, da bo potem vse veden, recimo, da bo naravni božanstvo, da ne bo filozofom, ko se želi filozof razpravljati kot vse življenje, se zamislim klub filozofov, ne. Če pogledamo zdaj nazaj, ne, naprej, ne, recimo Baltazar, ne, je še zdaj bil Miha med tem, da bi zelo Boga, ne, ampak da bi tudi raziskoval, kaj so drugi nebesih, kakšne je njihovo življenje, še zmeraj da vedno To je ta strah pred dolgočasjem v nebesih. Strah pred dolgočasjem, pa zagotavljam, ne bo dolg, če se bomo tam poročevali drugega, pa se menjavali vse stališča in tako naprej, ne. Naš Rode, ne, se pa zamisla kot plažo, kot na morju, ne, ker živimo sonce, vse, tam še 100 pa 1000krat lepše. Skratka, vsak ima svoje predstave. Lepo, ne, sej. Če ti da to neko veselje do življenja, zakaj pa ne? Se ta podoba monstranca pri Platonu, pa pri krščanstvu si je dokaj podobna, pa vendar se s krščanstvom potem, vsaj od Avguština dalje, zgodi en veliki premik, to je stvarjenje iz nič. Platonov demiurg še preoblikuje ustvarjeno stvar, medtem ko Bog kot stvarnik stvari ustvari. Kaj to pomeni za življenje, ko ga gledamo v zračnem gledalu nesmrtnosti? Ja, najprej, zakaj je prišlo do tega spet. Ja. Če bereš zaporedno spet, da imamo vse te tekste v slovenščini v glavnem že, ne, je šlo za strahotno tekmovanje med kristjani in pa filozofi. Kdo je boljši, kdo bolj pozna življenje, kdo bolj ve, kaj je Bog in vse to stvari, ne. In je prišlo do prestižnega vprašanja potem, ne, dobro. Platon govori o demiurgu, ne. O čem je razlika med Platonom in demiurgom in našim Bogom? Torej, v vsakem primeru mora naš Bog boljš biti od tega filozofskega Boga. O čem je tisto, kar je boljše, ne? Se moramo zdaj ozreti, kako je pri Platonu, ne? Pri Platonu v Timaju. Namreč mi imamo predstavo, da je Platon enoten, da obstaja nek sistem. Obstaja neka rdeča linija, ampak vsako delo je drugačno. Država ima druge probleme in pride do neke stopnje, potem sofist, Timaj spet čisto novega, nekaj novega, očitno že pod vplivom stare zaveze, oziroma pač tekstov, ki so takrat krožili okrog. Namreč pri Platonu imaš dva vera, ne. Imaš Ehnatona, egiptovsko tradicijo, to prije na dan v Parmenidu, eno, dobro, tudi v državi. Druga je pa tala tudi pač iluzijski, prav njihov grški misterij in pa tudi judovski priučimo, ne. Ta demiurg, mislim, da je od tega, iz tega kroga prišlo. In imamo tri stvari, ki so večne v Timaju, ne. To je demiurg, potem je Hora, snov, ki pa ni samo snov, to ni ideja Aristotela, to je nekakšna divja pranarava, ki je živa zadeva. Potem imaš pa ideje, ki bivajo spet, ne vem na kakšen način,
nekje, ravno tako večno, in zdaj demiurg kombinira, sestavlja te ideje, pa to prav naravo. Iz tega ustvari vidnega Boga, kozmos kot lepo, vesolje, lepo urejeno, vse to je za njega vidni Bog, medtem ko je demiurg ne vidni Bog, ampak podložen, bi rekel, idej dobrega. Prav to je, zato imamo tako lep, najboljši vseh svetov, ker je sam ta demiurg dober, brez zavisti. Ni tako zavisten, kot so bogovi na začetku stare zaveze. Kaj pravi, ne bomo pustili, da bo ta zdaj, ki je pojedel to spoznanje, da bo zdaj še od drevesa življenja in bo še naprej na smrten, tega ne bomo pustili. Platon to pusti. No, skratka, tle je ta sklop, ki se potem pa spreminja. Prvi sprememba je to, sem rekel, da se skozi razvija. Kje so v državi Platone ideje? A vemo, kje so? Ne vemo, Sploh kakšna je struktura. Platon nekaj naredi, pa kar neha. Pa pol nadaljuje, pa ne. Recimo, kaj je z dobrim? Že tam je en hud problem. On govori enkrat o ideji dobrega, enkrat o dobrem samem. Ideja dobrega, to je pa bitnost dobrega. Ampak on pravi potem, da je dobro on stran bitnosti in on stran bivanja. Se pravi, dobro je on stran idej. Kako potem govori o ideji dobrega? Če je nekaj štima. In se sam tega zavedam, ampak nisem rešiti, pa šel kar naprej, bom se vrnil, se veste, kar pišete. Nekaj si prepišem, da so švrnil, ampak pa vse pa vrniš, ali pa ne. Imaš drug problem. In kaj narediti potem krščanstvo? Jaz sem bral tekste v Stojkih, Zenon sem bral, da je bil iz Žid, iz teh obrobij trgovskih, tako da Stojki so očitno bili pod močnim vplivom že prevoda septativne in tako naprej. Skratka, ta položaj so bili veliko tesnejši, kot smo si nekdaj predstavili. No in kaj se je zdaj zgodilo najprej v krščanstvu, da so se te ideje preselile, oziroma so jih pač vstavili v Božji, če tako rečemo, Božjo glavo. To so Božje misli, Božji načrt. To je bila prva poteza. Ločitev, skratka, ideje zdaj natavajo nekaj, kaj se jim, to so Božje glavi, kot Božji načrt. To je bil prvi ta samozavesten korak, bi rekel, krščanstva proti grški filozofiji. Drugi korak pa, demiurg je odvisen in od idej in od snovi, naš Bog ni ničesar odvisen. Torej, nas bo ustvaril iz nič. Ne iz snovi. Če berete te tekste, vidite, da ta stvarjenje, stvarstvo in tako naprej se še lepo odmrljava. Platon in Avštiše, pa še Tomaš Akvinski govorijo o proizvajanju, poeziji, produkcija. Vse so te izraze. Ni bilo še fiksirano, koliko danes ostro razlikujemo stvarjenje, ne kot proizvajanje iz nič, in pa drugačne oblike izdelovanja in tako naprej. No, to je bil zdaj absolutno vse mogočni Bog. Boljši do vseh drugih. Samo kaj je pa s tem potegnil, je pa osnovna ideja demiurga. Demiurg je priplaten tehnik. Se ozira na ideje, koliko mizar, in proizvede cel svet, vesolje, na podoben način, kot mizar proizvede mizar. In to se potem vleče do Leibnica, vse zadnje, do Boga kot arhitekta, pa kot geometra, pa celo kot urada in vse te stvari. To je vse tehnična zadeva. Se pravi, Avguštin potem to na absoluten način upelje in je povzročil vso to samopačnost v bistvu človeka, po Ničeju, ker Niče je rekel, Bog je imel to, zdaj smo pa mi na vas. In zdaj človek vse prevzame te apetite, ki so prej pripadali Bogu, in hoče biti vse mogoče. To je zdaj ta sodobna znanstva. To je tudi prišlo zdaj do te faze, ko hočeš človeka ustvariti iz nič. Tako rekoč iz nič. Se pravi, je povzročil v bistvu vse te probleme, ki jih nam danes ponuja tehnični svet. Zato
Da ne govorimo o drugih stvari, kaj vse zagreš v Avguštin. No, pa še ne veš, danes ne bo časa, da je drugič. To, da se mora sodobna teologija absolutno distancirati od Avguština, pa še bolj zagovarjanje trpljenja otrok. Najhujš pa je, kot veste, ne ubijaj. Da je treba pa ljudi obsoditi na smrt, zločince, to je takrat to splošno priznanje. Kdo naj da ubije te ljudi? Sodniki ne prav. Tomaša Kvinski. Je pa tudi tist okrog njega, pa tudi moji prijatelji. Sploh ni dobro, da človek ubije. Čeprav imaš taki ljudi, tam on prvič izpostavi, kaj je rabel. To je krvoločno bitje že po naravi, bi ubijal tudi zastonj, brez plačila, skratka tega človeka, ki je rabel totalno delati. In seveda potem ne more druge vključiti v ta mehanizem. In kakšno rešitev mislite, da najde? Podobno, kot so Španci spet najdel nikoli, pa pa ne bil najbolj krut v Avguštin. Prav dobro, to ne bo človek delal. Človek ne ubije, to je greh. Bomo pa vzgojili take krvoločne pse, ker bojo te ljudi razstavili. Pa se zamislite. Mislim, to nam danes postaja šele jasno, ko je papež Frančišek odpravil smrtno kazen. Dokler da smrtna kazen samoumevna, to ni tako razumno, kaj je to. Je v bistvu Avguštin zločinske zadeve zagovarjane. Poleg tega še kraje, golfijo, vse, kar hočeš. V imenu cilja, ki posvečuje sredstva. In to je seveda, ta vrsta razvoj je šel naprej. Prej smo rekli o trpičenju in tako naprej. Mogoče bi se malo vrnila, ko so že na tej točki, skozi je bilo vprašanje, zakaj mora človek umreti. Vse te prvotne mitologije iščejo odgovor, kdo je kriv. Imaš našteto zgodbe, ena najbolj taka prijetna je Levi-Strauss jo ima v svojih mitologikih, Maja iz Indonezije. So bili bogovi, takrat so bili še blizu, oblaki pa vse. In so zdaj človeku ponujali razne stvari. Je bilo odvisno od človeka, kaj bo izbral. In so spuščali po vrvici dol. In so spuščali kamen. So rekli, tega imamo dosti okrog, zakaj bi grešil. Kamen. Dobro, pa je pa spustil banano. So pred njim požarili banane. Jaz so rekli, vidite, kaj ste se izbrali. To zadevo, ki zgnije, nam bi kamen izbrali, ki je neodločljiv, ki je trden, in bi bili nasmrtni. Vi ste krivi, Ravno tako pri Gilgamešu, On se je boril tam vse sorte premagane, strašne, in tako naprej. Pa je bil to rožo čitotvorno, In jim je zdaj takoj pojedel, je bil tako žejen, da se v prvi študent vrgel to, odložil rožo, čudotvorno pil, tecaj pa kače, pripožgala to rožo, njega je še zapravil neumljivost, kača je pa postala nesmrtna, To je ta levitev. Prelevitev, Kot kača bi se človek lahko levil vsako leto in bi ostal na ta način neumrljiv. Tako da kača ima dvojno vlogo. Ni samo zlo, koliko hudič, kot za pohujševalca pa za prevac, kot v stari zavezi, ampak je prvotno ima dvojno vlogo. Šamani imajo te obleke vse s kačami, s trkovi, ki pomenijo obeno nesmrtnost in seveda tudi smrt. Neposredno povezana smrt in nesmrtnost, pri kači. Se pravi, dobro izvone. No, in potem, ko je prišla ta problem druge paralizije. Skratka, tudi danes na to smrtno kazen, ker je človek mora umreti za tega, ki ni poslušen pokora, da bomo kaznovali smrtno kaznijo. To, ker papež, zato jaz govorim o Frančišku, o teološki revoluciji. In s tem, ko je on katekizijsko prepovedal smrtno kazen, na celotne zgodbe svetopisanske vrže na oljuč. Bojo morali teologi na nov način razložiti, ne koliko banano, ki zdaj, zakaj je Bog odločil se za smrtno kazen, obsodil človeka na smrt.
Še hujše pa z drugo smrtjo. Sveto pismo se začne in neha s smrtjo. Pa ne samo s smrtjo, s smrtno kaznijo. Prva je smrtna kazen, pač to, da je bil človek potencialno neumrljiv, pač je naredil ta greh, ni poslušal Boga, preveč radovedeno se zame, preveč filozofski, da treba odrezati to na žico, je bila to kazen. Potem se tem ni govoril, so vrgli na drugi Jezusov prehod, ker bo res odrešil, ker prvi rundi mu ni uspel nekaj. Se pravi, je bila potreba, da se še enkrat vrne, pa da svojo posel do kraja spile. Se pravi, odreši res ljudi na ta način, da jih seboj napelje v nebesa. In potem se ta razvijal vprašanje krivde, je zmeri bolj raslo. Tako da na koncu, že v apokalipsi, se izmišljajo še eno smrtno kazen. Apokalipsa se konča s tako imenovano drugo smrtjo. To je še ena smrtna kazen. Se pravi, Sveto pismo se začne in konča s smrtno kazen. Kaj pomeni ta druga smrtna kazen? Ta druga smrtna kazen je, oziroma druga smrt, to je obsodba na posmrtno življenje v peklu. Se pravi, ta želja po nesmrtnosti ima neko željo v sebi, nesmrtnost je lahko dobra, je lahko tudi slaba. Je lahko nebesa, lahko pekel. Se lahko znajdeš v predpeklu, pa so znaš še vice, to so prednebesa. Zakaj prednebesa? Vica pa predpekel niso isto, prednebesa pa predpekel niso. Dor je vica, ki je že v nebesih potencialno. On ne more priti v pekel. Se pravi, to so prednebesa. Pekel je pa spet ta delitev, pa že tudi Platon, Had pa Tartar. Predpekel je Had. Tartar je tisti, tam ni šel Jezus. Jezus je šel samo predpekel. In potem na rameni prinese to, ki je Marko Rupniku podobno za leto osmljena. Na rameni tudi dobro prestirali. Ampak glavna kazen, to ima pa seveda zelo razdelan dan, ker zelo živo, da je lahko nekaj papežev poslal v pekel, je pa ta druga smrt, večno trpljenje. Večno trpljenje. Eni cerkveni očeti tega niso mogli prenesti. Ker tega pa Bog že ne bo naredil, ni naredil, to ni mislil zares. To bo pravo, ko bo prišlo do konca vesolja in tako naprej, bo tudi pekel ukinil. Ampak to on zaenkrat še zmerno da, ta pekel. Čeprav pravi, da tega ni treba več razumeti prostorsko, ampak kot stanje. Skratka, spet najrazličnejše variante. Ampak je ta grožnja še hujša zdaj, ker smo že pri tej knjigi, recimo, ne samo, da se po smrti lahko zgodi ta huda zadeva, da padeš v pekel. Ta znameniti, ki je tukaj 12 pravil življenja, Ropica, je imel intervju v družini in so ga vprašali, da se boji smrti. Ne, rekel, že je rekel, se boji smrti, ampak še bolj vse pekla. In greš so anketo delali, to se najbolj bal pekla. No, misli, da se najbolj bal. Različni sloji. Najbolj je bilo strah duhovnike. V teh anketah je najbolj, zakaj, to bi bilo dodatno razsvet, najbolj se pekla bojijo duhovniki. Ta Robica tudi ne. Ampak pri Robiconu ni to tako zanimivo. To je bilo za družino in so ti spraševalci, trije so bili kar poskočili vesel in pravili, se bojite bolj pekla kot smrti. Torej, verjamete po smrtno življenje. In da je šok. Ta prav, ja to pa ne bi lokal, tega pa nisem mogel misliti. Glede tega pa nimam stališča, da vem, kako je s tem. Skratka, on se je pekla, da bi zares verjel v smrtno življenje. To danes ankete kaže, da 10% praktično verje od konfesionalnih kristijanov verjame zares v posmrtno življenje. Dobro je, da je naslov tega intervjuja bil, prvo je, da ne lažeš.
On se dejansko ni zalomil. On je bil v tem precepu in ga je strah smrti, ampak čeprav ne verjamem v smrtno življenje. To je ta paradoks, ne. Ta dvom je nekako že prisoten pri Gilgamešu. Skozi, ja, Zakaj bi šel pit z vodnjaka, če imaš pred sabo zel nesmrtnosti? Ja, saj, skratka, te stvari so zelo, zelo odprte. Niso tako dogmatsko fiksirane, kot nam ponovadi predstavljajo. Ne nam že pri Platonu, ne, ponovadi govorimo o metafiziki. Metafizika je dvoslojna. Imaš fiziko in metafiziko, se pravi čutno in načutno. Imaš potem ta fizični svet, ne, katera prispodoba je votlina, ne, ogenj, imaš ideje in človeka, se pravi izgled, slovenski prevod za ideje je izgled in pogled. Pogled se ravna po izgledu, se pravi po ideji, ampak da se sploh ujame pogled za izgledom, rabi ogenj. To je v votlini, ne. Potem je ko se te osvobodi, eden izmed teh, ki so vklenjeni v tej jami, pride na površje, je tam, so stvari, niso sence, ne, so stvari še zmeraj s svojim izgledom, kot posnetki idej, in na drugi strani še zmeraj pogled, ampak kot umno, ne. Se pravi, načutno, ne, se pravi, načutni pogled, kot umni pogled, ne, ki vidi v stvarih, da so te lepo smerki idej, ne. In to omogoča sonce. To smo na ravni metafizike. Se pravi, imamo čutno in načutno. In v ta sklop metafizike spada ideja dobrega. Pa potem imaš pa dobro samo, ki je pa tretja faza, ki pa ni metafizika, ampak je mistika, ne. In to razvija samo na nekaterih mestih Platon v sedmem pismu izrecno, ne. Se pravi, imamo še eno fazo, ni samo čutno, načutno, ampak je tudi nadumno. Ne, oziroma, nadumno, ne. Mistika kot nadumno, ni samo načutnost, ne. Tega recimo Heidegger nekako je spregledal. In še vrsta drugih filozofov seveda, ne. Danes je pa to zelo aktualizirano. Ja. Se ta, kot so omenili, to pri Platonu, razliko med fiziko in metafiziko, ta razlika se s krščanstvom in z idejo stvarjenja iz nič še poglobi. Ampak sodobna teologija se zdi, da hoče ta prepad premostiti z idejo ljubezni. Ampak ta ljubezen ni eros, ni telesna ljubezen, ampak je agape, torej ta karitativna ljubezen, skrb za drugega. Ampak po drugi strani pa beremo, torej ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Ali je možna agape brez erosa? Eros v Svetem pismu tudi označil kot samoljubje. Ne? Je možna ta torej karitativna ljubezen brez samoljubje? Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Torej bom najprej čisto svoje stališče. Zame prava ljubezen ni brezpolnost. Oziroma, prava ljubezen oboje, se pravi je eros in agape. Ti imaš rad nekoga, to ne pomeni, da samo zaradi spolnosti se žrtvuje za njega in vse te stvari, ampak brezpolnosti ni te energije. Ne. Se pravi, zame je to najvišja stopnja, oboje. Ta razcep, ki se je zgodil v krščanstvu in se potem skozi skolastiko in še naprej zmeri bolj poglablja, danes, kot pravite, se na nek način presega, je seveda spet en hud problem, ne. To v tretji knjigi, ne, recimo pri Gorazdu Kocijančiču obravnavam, ker navaden kristjan misli, da ko bom prišel na nebesa, ne, če bom prišel, če ne bom pa prišel pa prav in bom prišel na nebesa, potem sem pa rešen. Potem bo pa vse dobre. Zdaj, če berete Kocijančiča. Ravno zaradi tega stvarjenja iz nič, absolutno vse mogoče. Bog mi lahko vsak poniči. Iz tega, da je vse mogočen, ne samo, da lahko vsak tip ustvari, kar hoče, ampak vsak vse to, kar je lahko tudi uniči. Potem je tudi duša, smrtna samo še nebesa, lahko isto ne. Po Kocijančiču se veliko nabi, kot se je že zgodil. Lucifer, to je bil super angel. Najlepši, najpametnejši in
Bog vrže, izvrže iz občin. Skratka, spopadi so bili na nebesih že, od vsega začetka. Konflikti, tako rekoč, svete vojne, verske vojne, kako temu reči. To se dogaja na nebesih, še pred stvarjenjem sveta. In po Kosjančiču zdaj tudi človek ni siguren, kaj bo na onem svetu. Tudi ta naloka Bog uniči. Da je zakaj? To je nov problem. Kaj pa, kad človeku v nebesih pride na misel, da bi ne moral Bog uničiti, ne? Recimo, povem samo za Tomaža Kvinskega, ker vemo zdaj, kako se on nebesa predstavlja. To je tako otroče, ne, zabavno, lepo še vse, ne, on prav tako. Ko bo Bog vse obudil od mrtvih, po paraziji, ne, po koncu sveta, ne, ko bojo vsa telesa ostala od mrtvih, ne, zdaj njegov glavni problem je, kaj z Adamovim rebrom, komu zdaj pripada, ne, to je to je res nekih okolo 1000 Anglijev na konici, to so ti problemi zmišljeni, ampak dejansko, ne, je pa tako rekel, ne. Vsi so na nebesih ne bo starosti, ne bojo otroci, ne bojo starci. Vsi v nebesih bojo imeli Jezusovo starost, se pravi, bojo stari 33 let. Vsi v enaki starosti, ne bo odpravljena spolna razlika, se pravi, vsi bojo imeli spolne organe, pa tudi prebavila, skratka, nič ne bo izbrisano, ampak to se ne bo uporabljalo zato, ker ne bi se uporabljalo. To je, ne. Ti nebeščani bojo super manekeni, krasni, najboljše leta, vse, super športniki, močni, telesa, krasna, ne. Imeli vse organe, ampak spolnost je pa prepovedana, ne. Oziroma izbrisana, ne. To jaz recimo očitam krščanstvo, da je skozi začelo gledati na spolnosti, to skušajo danes popraviti, ne. Brez spolnosti ni človeka, ker to spada k smrtnosti. Eros in agape, ne. Brez človeka občutka, in to je Dostojevski prvi razvil, ne. Brez človeka občutka smrtnosti tudi pravi ljubezni. Občutka, kaj pomeni to imeti rad, ne. Prav Dostojevski tam, seveda Dostojevski, kot veste, je bil pred Strelskim vodom. In vse, kar je Krivoveskega mislil, je prepisal Ivanu. On tam Barabe je lahko govoril stvari, ki jih Dostojevski kot ni smel zagovarjati, da bi vse jih to napisal, in ena s tem je, kaj bo zdaj, ko se bo človek osvobodil vseh teh groženj krščanskih, vseh teh zvodb po trpljenju in tako naprej, ne. Prav, tedaj človek ne bo več krepenil po stojenju, ampak to ne pomeni, da ne bo tisto bistveno pri njemu ostalo. To je prav ta ljubezen, ki je ravno zato, ker je trenutna. To toliko bolj prava ljubezen, goreča ljubezen, brez pričakovanja, kaj bom te pač pustil, to ne gre mimo, bom pač v nebesih tisto ta prava ljubezen doživel, ne, to vse. Ko to odpade, je vse osredotočeno na živeto življenje zdaj in tu. Tudi ljubezen zaživi na popolnoma dejanski, čisti način, ne. To je ta Dostojevski, on je prvi to razvil, ne. Je pa pripisal Ivanu seveda, ker ne mogoče, da bi on to takrat zalovarjal. In danes smo v teh obratih se kaže na razne načine, se bi lahko zdaj te inovacije, ki jih opredeluje papež Frančišek, ogromno jih je v teh kratkem času, kar stoletja niso prišli na vrsto. Zanimiv je ta nek paradoks, po eni strani to odmikanje od življenja, po drugi strani pa to krčevito branjenje življenja, ki je pa reducirano na čisto vegetativno raven, recimo, ko se postavi vprašanje splavanja, eutanazije. Zdaj, eutanazija ne bi danes, ker je popolnoma kompleks, ki ga je bilo treba vsaj pogole razvijati, ne. Bi pa to se začelo v ljubezni, ne. Zdaj, za glavni evangelij ljubezni, tako rekoč, imajo Janezov evangelij.
Ampak to je obenem evangelijem, ki najbolj bruha sovraštvo. V največji meri bruha sovraštvo. Zato se bojte človeka, ki preveč govori v ljubezni. Kot tisti, ki se kar naprej sklicuje na etiko, vsak se mi je razkril kot ena neetična narava na vse zadnje. Ti, ki imajo te repisega kar naprej na vse, ki je treba nekaj se bati. In to je pač tista znamenita. Kdor ljubi svoje življenje, ga bo izgubil. Kdor ga sovraži, bo predolgo. Ne to življenje, to živeto življenje, pa tisto večno življenje. Se pravi, v imenu večnega življenja je treba sovražiti to in zdaj življenja. In to ni samo to mesto. Imaš potem serijo vsaj 20 takih sovražnih, danes bi rekli sovražnih ognjev, ker se zahteva sovraštvo. Recimo, pisma. Poleg evangelija po Janezu imaš pisma in Bog kot ljubezen je v prvem pismu različen. Evangelij po Janezu nima, da besedno Bog je ljubezen. Je v prvem pismu in tam imaš spet to sovraštvo. Tam izresno naroča ta Janez. Kdo je ta Janez, je drug problem. Naroča ne sprejemati teh raznih krivih prerokov. Zapreti vrata. Jih izločiti. Ker ljudje treba sovražiti. Ker če dela s tem zločinci, bo sam postal zločinec. Skratka, to je ta komunikacija. Zanimivo pa potem, da v drugem pismu pa zahteva ravno obratno. Oziroma zbega prav, nas noče sprejeti, nas noče brati mojeg sprejeti. Zapirajo vrata pred nami. Je pred nami to obrnil. Pri nas levica točno ve, kaj greši desnica, desnica točno ve, kaj greši levica, zase pa ne vidi nič. To se tudi zgodi že v teh prvih dveh pismih, Janezovih pismih. Kratka, ta napetost je skozi in mislim, da bo čas prišel, ko bo treba narediti neko razmejitev. Ker teh protislovnih trditev je ogromno. Se to profitira. Se to pisalo ravno za tega takšen uspeh, ker imaš popolnoma protislovne stvari in se lahko objes vsak na kar mu pač paše. In to celo znotraj istih evangelijev. Najbolj znana je pač evangelij po Mateju, ker imaš te dve popolnoma kontrarne, protislovne, nasprotne, kontradiktorne zahtevi. Kdor bo prišel, kdor bo začel z mečem, bo z mečem pokončal. To zagovarja danes, bi rekel, golobi. Teološki golobi. Ampak imaš v istem evangeliju imaš pa drugo pismo. Nisem prišel zato, da bi prinesel mir, ampak meč. To so pa jastrebi. In se obesijo na eno izjavo. Jastrebi, naši tudi radikalni fundamentalisti, na drugi strani pa ti golobi, spravljivi in tako naprej, kako boje je v pismu in bo treba enkrat razločiti. Samo, vi ste v Mateju evangeliju postavljena zahtev po razločitvi. Samo po razločitvi, ki je lahko dobra, ampak ne boste verjeli, v tem evangeliju najdemo tudi eno stvar, ki se danes naprej obnavlja. Izrecna izjava, citira Jezus reče. Kdor ni z nami, je proti meni. Kdor ni z nami, je proti nam. Tudi to je, vse imaš v evangeliju. Imaš ljubezen, do bližnjega ljubi, bližnjega kako samega sebe. Ampak že to ne. Ljubi bližnjega kako... Ta izjava ljubezenska agape je v nasprotju s tisto, kar prav sovraži svoje življenje. Sovraži samega sebe kot nosilca nečesa. Se tudi ta agape, kot tradična nadaljevanska ljubezen, v svoji najvišji obliki, kot pravi Levinas, umreti za nekoga, se manifestira tako na družbeni ravni, v odnosu do drugega, pa hkrati na religijski ravni, torej v odnosu do transcendence. Potem tukaj se hitro zgodi premik od umreti za do ubiti, umoriti za nekoga. Recimo primer Izak in Abraham. Ampak žrtvovanje je, ste me imenovali ali nas tudi.
Jaz sem šel zdaj ponovno brati Levinasa z tega vidika, kar ste videli začetne. Ne boste verjeli, on zagovarja Mojzesov masakr. Se pravi, bratomorni poboj. Pobitje po Božjem naročilu. Levinas to zagovarja. In zagovarja celotno zgodovino izročanja vaše države. Kaj je to? Okupacije Palestine današnje, ne? Kratko, ne? In Bog zahteva vse poklet, ne samo ljudje, živali, vse totalno uničiti, ne? Holokaust zahteva, ja. Holokaust, ja. To se bo moderna teologija, ne ta mali svet, kar je začel malo to smeti. Vsega fundamentalisti ga že napadajo, ne? Profesor Romatike na teološki fakulteti. Legalni fundamentalisti ga že zmerijo na veliko, pa je samo malo odprl. Tudi Petkovšek je pristal, se je distanciral od tega genocidnega ukaza Jahve, ne? V tem smislu, da to je res bilo zgodovinske okoliščine, ampak to, kar je spet, se ima prav, ne? To ni nujno, ne bodi nujno, da bi moralo krščanstvo to nasilje, te krvoločne zadeve izvajati, ne? To je res, ne? Mislim, maše, brž, ko to pristaneš. In to bo daj v okviru teh Frančiškovih inovacij nujno. Bo treba vse te spremne besede, pa vse te podopombo bi morali to razložiti na nek način. Pa razumeti, kaj ker sam so že sprejeli, tudi ta Petkovšek govorijo, da pač človeštvo gre skozi fazo prerazvoja, od začetka, ne. Te danes že te vsi skupaj pišejo, ne. Na kateri fazi smo pa danes? Če je bilo takrat tisto vprašljivo in danes na to gledamo kot žrtvijske ukaze, kaj je treba danes spet že v novi luči, na tej točki transhumanizma in tako naprej, teh možnostih, ki jih ima kibernetika, tehnika in tako naprej. Te se moramo danes razmejiti, to je vse odprto. In to, da dobimo sploh to občutek, da je treba stvari na novo pregledati. To pa lahko samo iz najgloblje človeške biti, ne neke zbiranje materialne in tako naprej. To smo žal danes najbrž na novo mogli. Ekart je to naredil že v 13. stoletju, se pravi, prehiteval vse sodobne teologije. On je neverjetne stvari naredil. Pri njem imamo že neizrecno, ampak implicitno ostro kritiko stvarjenja iz nič. Kritiko Avguština. Ker Ekart, kot sem rekel, sta dve tradiciji. Ena je egiptovska, ena je judovska. Egiptovska, to je linija od dobrega, Ehnaton, sonce je dobro, brez boštva, mislim, to ni Bog, eden izmed bogov, sonce je že pri Ehnatonu. To potem Plotin prevzame, deloma Platon skozi, ne ideje dobro, ampak dobre, na mistične ravni. In to potem Ekart. Pri Plotinu, zdaj pri Plotinu vidimo, tam imamo tri hipostaze, tri stopnje. Najprej eno, potem je Bog, aristotelski Bog, ki je dvoje, ker je mišljenje mišljenja. Noeza in noema. Misel na mišljeno. To je že dvojica in to je aristotelski Bog, to je Bog. In to je sestop, spust enega na področje uma. Ena je nad umom. In potem še en spust k duši. In kaj zdaj naredi Ekart? Ekart to sprejme in pravi, Bog in jaz sva na tej najgloblji ravni isto. Jaz sem Bog. Jaz sem tisti, ki sem na tvojih ustvaril Boga kot stvarnika, iz nič. Če bi se jaz drugače odločil, ne bi bilo Boga kot stvarnika. Vse te stvari razvijata, čisti jaz je tisti identičen z Bogom, se pravi z enim, to, kar je pri Plotinu, samo da Ekart celo v odnosu do Plotina, torej Avguština totalno povozi, Plotina pa obrne.
ker mi razlagamo Plotina kot našo težno poboženje. Hočemo postati Bog. Ne prav, Ekart, mi smo bogovi. Mi smo bogovi. Jaz sem Bog, ne bogovi. En sam Bog je. Jaz sem Bog. Čisti jaz je Bog. In glede za spust, za počlovečenje tega. Preko Boga kot Aristotelega mišljenja do duše, do sile življenja. Ne. Se pravi, Ekart postavil spredje ta spust, počlovečenje. To pa je tisto, kar je veliko pozitivno krščanstvo. Učlovečenje Boga. Tako da imaš pri Ekartu potem to neko posrečeno sintezo, se pravi Plotina, ki je preko katerega sem jaz zdaj tisti, mislim, to je absolutno priznanje dostojanstva. A je to res, koliko je res, ne? Husserl je to potem. To sem že zdaj ugotovil, ko sem natančno Ekarta prav, je v bistvu preplonko. Ekart pa se pravi, on ravno tako, in ta čisti jesena smrt, ta čisti jesena smrt, zato je Bog, ne umri, oziroma sploh ni rojen, ker smo Bog je rojen, Jezus je rojen, ta čisti jaz ni rojen, je na začetku, je na izvoru vsega, je kazos, totalna kazos, samo vzrok in vsega druga, tudi Boga stvarnika. Se pravi, popolna ta digniteta, dostojanstva človeka, ki ga potem šele, kot vemo, piko migrantnega pelje. Ker celotno srednji vek je človek nekaj nezemnega. Bog je perfekten, človek je defekten. Šele piko migrantnega dostojanstveniki so bili crkveni šefi. Šele piko migrantnega pelje potem dostojanstvo človeka. Tako da imamo danes dostojanstvo človeka kot ustavno kategorijo. Vse te najboljše ustave v Nemške. Pri nas so klerikaciji pa boljševiki dosegli, da je spadlo. Jaz sem predlagal začetek ustave, zavedajo se svetosti življenja in človeka dostojanstva. Na to so štartali in klerikaciji in ta začetek je bil od pisateljske ustave do delovske ustave do predloga. Šele potem so skupno močni to vrgli. Tako da tega danes ni več. Je pa potem v nekem drugem členu dostojanstvo človeka, medtem ko ima nemška ustava pa že v prvem členu dostojanstvo. In zakaj dostojanstvo človeka? Ne zato, ker je nedotakljiv, ker je božanski. V smislu, tle pa razlika, ne med Ekartom. Ampak zato, ker je dotakljiv, ker je smrtno ranljiv, saj Bog ne rabi pravic. Zato, ker je nesmrtno, pa samo zato, ker je umrljiv. Tako, zato, ker je umrljiv in tem je njegovo dostojanstvo in zato je nedotakljiv. Če bi bil hudiga smrte, si ga ne bi mogel nihče dotakniti v tem negativnem smislu. In vse to se danes premeva, kopiči, skratka, danes smo v odprtem prostoru. Vse stvari se stekajo na nov način nekaj treba premisliti. Zato sem se jaz lotil, da sem enkrat pregledal skozi vse te faze, zato je dosti prvršno. To mi je rekel, že ni življenjsko delo. To bi moral reči 40 let. To na koncu, veste, to je tisoče podatkov, že letnic, ne vem kaj vse. Tako da sem moral blokirati tam ne podačke. Dela vrsta stvari, če dela, me vprašali, kdaj se je rodil, recimo to. Ne vem, če bi videl, vem pa, ki se to najde. Dače pa to seveda neko, zlasti pri teh letih, ko se bližaš 80, tega ne obvladaš več v polni meri. Moram pa reči, da ko smo že pri strahu, pred smrti, ne samo pred lansko leto na hudo operacijo, da me je prej skrbelo pri mladih letih smrt pa to naprej, recimo. Zdaj pred to operacijo me ni prav ne skrbelo, sem pristal, da bom umrl brez, recimo, ne. Meni je bilo več strah nastavljeno. Se pravi, človek, ki pride nekaj leta, zgleda, da potem tudi ta, ko sem že prej omenil, na nek način zgleda, to preživiš, oziroma si narava sama, če tako rečem, te pripelje do tega, da gledaš na vso zadevo drugačne. Prej je pa pač ta želja po nesmrtnosti, po neumrljivosti, to je v bistvu
ta življenjska sila, ki se govori s tebi, to ti daje moč. Ne. To je vera v Hkrati praktično. v ljudi ljubezen, ne, vse to se tu zbira, ne, in to bi rad, ne, koliko prav niče, ne. On smrt Boga, ampak ne smrt večnosti, ne, tebe ljubi večnost, a ne. Se pravi, kljub temu, da je razglašal smrt Boga, ni bistvene lastnosti Boga je to hotel ohraniti. Večno vračanje enakega in tako naprej, ne. To je ta volja do življenja, pa do moči se zame. Zdaj, to volja do moči ni treba gledati samo negativno, čeprav je v glavnem deluje negativno kot volja do oblasti in do vsega tega, ampak je tudi ta življenjska radost. Se pravi, vse te mislice bo treba, za namci bo to na nov način interpretirati, ker bo tudi ta odnos do smrti zgleda se spremenil, da ne bo več taka grozna, katere. Da se ima si kdaj grobne. Prej, ko ste omenili Pavla, Pavel si je zelo pomagal vse potem, ko je začel govoriti o tem duhovnem telesu, tudi za grško filozofijo. Ko je imel govor na Areopagito, takrat ga stoiki na prekorekcije preprosto niso razumeli, so ga razumeli kot kvasača. Kaj je ta človek kvasa? Ali je to nek paradigmatičen primer tega, zakaj pišete krščanska filozofija v narekovajih v knjigi? Ja, bistvo, gre za bistvo filozofije. Ne. To je dobesedni prehod. Je rad do vednost. Ne. Sofija je vednost, filen je ljubiti aparat. Zdaj, prevaja tudi ljubezen do modrosti, ampak kdo zna povedati, kaj je modrost? Mislim, kaj je ta modrost? Ne. Vse je to svetopisanska beseda in tako naprej, ampak veliko bolj doživeta je radovednost. Se pravi, mene žene, kot smo prej govorili o Sokratu, radovednost, kaj je to? Glavno vprašanja filozofska so, kaj je bivajoče? Kaj je bivajoče kot bivajoče? Zakaj je bivajoče Leibniz in ne raje nič? Pa Heidegger vprašanje. Kaj se dogaja? Kaj je dogodek? Kaj se dogaja? Kaj se pravzaprav dogaja z nami? V tej zadnji fazi, ne? Ne več, kaj je bivajoče, ampak kaj se dogaja? Vse to je radovednost, vse to je nečesa ne vem, da to rada se temu približamo. Teologija, krščanstvo pa izhaja iz vednosti, to je pa absolutna vednost, to je pa razodeta vednost. Tle je konflikt. Ne moraš ti ohraniti, mi tu obenem absolutno vednost, gotovost, tako rekoč, obenem pa radovednost. Ker imaš to absolutno vednost ali pa ideologijo za vednost, potem je na živce vsaka radovednost. Te napusti primeru, to nekaj vrta, kaj naprej. Jaz bi rad vlado, imam svoje posle, kaj ne ti zdaj, kaj naprej gregaš, pa kaj je to. To tega ne. In tukaj je zdaj ta razkorak med filozofijo, se pravi ta konflikt, ki je permanenten. Zdaj da rečem, da je ta radovednost, da res se lahko zelo hitro zgubi nekaj. Da neki ravni je upravičen ugovor, nekaj je treba nehati. Tudi jaz sem nehal. Ja, zakaj? Ravno zato, ker zelo dobro poznam Heideggerja, kompletnega. In kaj je glavna misel, recimo, začetnih del? Biti časa. Problem skrbi, vesti, krivde, vse to. In pa odločitev. Treba se odločiti. To je glavna poanta biti časa, sprav glavnega Heideggera dela izhodišča. Jaz to gledam. Ja že, treba se odločiti. Ampak odločitev za odločitev še ni odločitev. Ti moraš imeti nekaj, za kar se odločaš. Tukaj manjka vsebina. To je formalizem. On je ostal na čisti ravni formalizma. Kaj smo izgodili? Ko se bo treba res odločiti, se odločil za Hitlerja. Kapitalno napako. On mi pomaga, nobena teorija skrbi vestine in česa vsega, ker je napačno razumel odločitev. Treba se odločiti. Potem na stara leta še zmeraj na tem formalizmu. Posledi Bog. Biti pripravljen na pripravljen. Pripravljenost na pripravljenost. To je nova formulacija, ampak še zmeraj ujeta v ta formalizem. Zato sem jaz potem našel oporo pri tem katoliškem teologu Kingu,
ki so sicer tako kot mene varili z fakultete, katoliške, mene spartijske oziroma narkovanje, režimske. Tako on je to razvil, on je razvil koncept svetovnega etosa in 4 pravil. Svetost življenja posvečena smrti, človekovo dostojanstvo in zlato pravilo etičnost. To, kar je v stari in novi zavezi, v Konfuciju vsi ti imajo zlato pravilo. To je vsebina. Ti se ne moreš, lahko se odloči za svetost za življenje, ne moreš se pa odločiti za odločitev, to je prazno. Zato sem jaz prešatil na tej točki. To ne pomeni, da vse tisto ne velja, samo do neke meje. Na koncu se moraš odločiti za nekaj vsebinskega, da se bo odločil za ubijanje ali proti ubijanju. Tukaj pa ni dileme, oziroma je jasno odločitev. Ampak knjiga je doletela ista usoda, tudi on je bil ekskomuniciran iz cerkve. Ja, mislim, da ga je ekskomuniciral njegov sošolec, Ratzinger, kasnejši papež. Kring je bil takoj povabljen za Rim na drugi vatikanski koncil in je Ramlje bil povabljen, nekaj bil glavni katoliški teolog takrat, jezuit. In potem je na predlog, na Kringov predlog, so povabili še Ratzingerja. Brž, ko je Ratzinger splezal tek, Kinga ni bilo več. In to so ti pospetniki, jaz sem Ratzingerja zatipišil pospetnika in zato je tudi plačal svojo ceno. Se to vsak plača na nekaj način. King bo postala ena figura, sigurno ena največja figura 20. stoletov, teologov ne. Ratzingerja ne bo nekaj. Da je Frančišek 21. stoletje, to je pa korak, ker Frančišek je v bistvu nadaljuje Kinga. Kaj je glavne 3 stvari Frančiškove so? Vprašanje, da ne obsodi homoseksualce. Je rekel, to sem jaz, da bi sodil. Ja, kaj to pomeni? En sam stavko je črtal do nezmotljivosti papež. Ker Kinga niso izključeni z fakultete zaradi teoloških razlag. Zato, ker je bil proti nezmotljivosti. Ker je hotel to domo, se uveljava še v 19. stoletju. Novejša datuma kulturnega rezultata. To ne spada v prejemnitima. Se pravi, to je papež povzel po Kingu in nadaljeval. Drugo, ja, to smo že prej govorili. Prepoved odpravo smrtni kazni iz katekizma. To je seveda njegov glavni dosežek, kot sem rekel, teološka revolucija, ki to bo nov pogled, ki bo na nov način treba osvetliti vse svetopismo, vse knjige svetega pisma. Posledice še ne vemo. Prva posledica je to, da zdaj ti klerofašizmi niso več mogoči, kot je španski Franco ali argentinski. Se pravi, ubijanje v imenu Boga ni več dovoljeno. Se ni možno izmisliti, komuniste pa lahko pobijamo, ki so brezbožce. Ne, nikoli ne smeš ubiti. To je taka huda sprememba, ne vem, kako bo izvedela tudi kreditacija, fundamentalistov. Se je strahotno napadil papeža. Jaz se čudno zdaj, da sploh še živ. To ruši vse te apetite politične. No in tretja, kar pa niti Kingu ni prišlo na misel, je pa to, da papež predlaga spremembo Oče naša. Kdo dajkoli prišlo na misel, da bi lahko besedilo Oče naša spremenilo. Ne mogoče. To je bilo Božja beseda. Celo svetopismo je Božja beseda, kaj šele Kristusova molitev. On je rekel, mislim, učenja, spet sprememba na točki, ki je nevredna. Se pravi, ne moramo, ne vpelji nas izkušnjava. Kolikrat je Satan po pogodbi postavi z Boga Jobane. Mi je vpelja izkušnjava, tako da mu je pobil otroke. Min glede, ta poboj otrok nikoga ne not. To je bil zločin. Bog je dopustil. Se pravi, to bo treba spremeniti. Res je dolgo Job potem celo serijo novih otrok. Oni so mrtvi. Oni so bili mrtvi. Mrtvi zaradi stave. No, skratka, tudi to se bo treba spremeniti
Zdaj prav, papež ne, Bog živim tako, da bi mene peljal v skušnjavo. Zdaj pravi, ne pusti nas v skušnjavo. To nam vidi smetna razlika, kaj je to ta. Če samo to te stvari, če nekaj papež, čisto osne. Na nek način je tudi problematičen ta del, ko govori zgodi se tvoja volja, očetova volja, kajte očetova volja, torej kot podoba starozaveznega Boga, je bila zelo maščevalna volja, polna sovraštva. Veluje enega Boga, potem imamo 5. Božjo zapoved, ne ubijaj, ampak če kršiš prvo, v imenu prve lahko ubiješ, lahko kršiš 5. zapoved. Sem rekel, teološka revolucija. Kaj se s tem zgodilo, ko je odpravil smrtno kazen? In da tudi v imenu Boga ni dovoljno ubijati. Se pravi, če bi Bog rekel, kot je Abraham, vzemi nož pa zakoli svojega sina, bom tako odklal. Ne še rekel, da mi anđel zastavi razum. Tako imam odklal, da niso mesta. To je ta ogromna sprememba in to seveda potem pomeni, da seveda vse te skušnjave, preizkušanje na nek način so postavljene v oklepaje, v narekovaje, da s tem biti zelo previden, minimalno. Tako da, se pravim, te stvari se zdaj tu vrajajo, kateri domet nam še posebej jasno. Je pa res, to pa lahko zdaj povem še eno drugo stvar, sem se preveril te tekste, papeža Frančiška, on zdaj pobira samo dobre stvari. Recimo, ne bo citiral, nisem prišel za to, da ni. Skratka, citira, kdo bo znečen, začel bo znečen. Končan. Tisto, kar smo prej govorili, ne pa drugega, ne. Nisem prišel, da bi prinesel mir, ampak neč, ne. In to dela sistematično, ne. Recimo zadnjo, za letošnjo to praznovanje mladinsko, ne. Je napisal knjigo o Bohemlju. To je sintagma iz Apokalipse. Zakaj podarjeno Apokalipso? Zato, ker je Apokalipsa poleg 5. knjige Mojzesove najbolj krvoločna knjiga. In to, kar tu citira papež Frančišek, je spet ta metoda, da vzameš tisto ven, kar ti je všeč in to poudariš. Ker je dobro na tej točki, ampak ne pozabiti, kaj to spremlja. Preberimo celotno citat 21. poglavja, konec 27. poglavja Apokalipse. Začne se tako. Tisti, ki je sedel na prestolu, pa je rekel, glej, vse delam novo. Na to se opre papež Frančišek. In pravi, Bog je torej tisti, ki vedno vse prenavlja, ker je sam ves čas nov. Bog je nad. Bog, ki je večen in brezčasten, neprestano vse prenavlja. Pomlaja sebe in vse drugo. Najlepše lastnosti mladih so, tudi njegove. Bog je mlad, ker vse dela novo in so mu všeč novosti. Rad preseneča in so mu všeč presenečenja. Zna sanjariti in želi, da tudi mi sanjarimo, mladine, ker to govori mladi. Ker je zmožna sanjati, sanje pričakuje tudi od nas, od vas mladih. Ampak zdaj poglejmo, kje se nahaja ta stavek, iz katerega kontekst tega stavka. Se vrnem. Tisti, ki je sedel na prestolu, pa je rekel, da vse delam novo. Potem se pa nadaljuje. Takoj. To, da strahopeci in nevedniki, pokvarjenci in ubijalci, nečistniki in čarovniki, malikovalci in vsi lažnivci bodo dobili svoj delež v jezeru gorečega žvepla. To je druga stvar. V tem kontekstu je ta stavek, razumete? To on spregledano hoče videti, ne vem, kako v tem rekel, rad bi ga vprašal. Marko Torupniku rekel, da je ne enkrat vprašal. Marko si lazim, ne. Skratka, ne moreš tega spregledati. Treba je, da si ena faza. Jaz ne pričakujem papeža. Ti glede avtonasija, da se bo on izjasnil. Ne pričakujem. Ampak čaka nas pa. Treba v takem črtu. Ampak Sveto pismo je, se razume kot razodetje
kot resnica in zdaj iz te resnice preprosto izločiti tisto, kar ni v duhu časa. Jaz ne, če bereš te nove teologije, Ja. Petkovška pa Osvetkarja ni več kone. Da res je razodetje, ampak skozi človeško razumevanje. Koliko so ljudje takrat razumeli, da to je pa potem lahko karkoli. Eni so tako razumeli, drugi tako, ni več dobesedno. Pa je pa treba iti na metaforiko, se to pa ne pomeni to, ne, dolg čas stoletja so zdaj, zadnje 2 stoletja zlasti, so rekli, ne, to pa ni treba dobesedno vzeti, to je pa treba metaforično. To pomeni nekaj drugega, ne. Ja. Ne pomeni, recimo, ko se je Kristus pojavil v Apokalipse tik pred tem, v krvavem plašču, kot veliki bojevnik, kot ubijalec, antikristo, ne, morilec, množični morilec, kot Mojzes, ne. So rekli, ne, to ni treba tako razumeti, to je tisti meč, ki bo iz ust, to ni meč, to je oster jezik, ne, to je treba, to pomeni učitelj, ampak na ravni besedne razprave, ne, da on res pobije, pa ni res, če veš, brat je točno opisan, ne. Toliko bo narode z železom parce reče. To je lahko zdaj. Seveda lahko, zdaj reče, že metafora, pa kaj? Dobesedno. Najprej treba, da lahko rečeš, da je nekaj, da ni dobesedno, moraš najprej dobesedno prebrati. Da sploh ne razločiš, kaj je dobesedno, pa kaj je preneseno pomenu. Sprav, najprej moraš priznati dobesednost, pa rečeš, tu pa ne smemo dobesedno vzeti, ampak tako. Tisto tako je pa lahko s to razlaga. Smo pa takoj v množici interpretacije. Potem smo pa pri tej teoriji, ki je bilo konc 20. stoletja, ne Derrida, pa vsi ti, ki so razvili, da isto samo po sebi so nič važna interpretacija. No, zdaj je že toliko ura, da bi mogoče še dali možnost s tem, ki ste prišli, da postavite profesorja in na to Hribore kakšno vprašanje. Ploskam. Jaz mislim, da je ključna, Marko Ušice, da je ključna zadeva, zdaj, če pač gremo od tega zadnjega dela nazaj, ne, se pravi, razumevanje hermeneutika Svetega pisma, ne, kaj je pravzaprav to. Ne. Ker tukaj je neka velika razlika med krščanstvom pa islamom, recimo. Ne. To, pač, v islamu je tako, da je dejansko to Božja beseda, ki je bila pač posredovana Mojzesu direktno prek angela, Gabriela, Džibrila. V Svetem pismu so vendarle to napisali ljudje, ne. Zlasti Novo zavezo se tukaj so 4 evangeliji, recimo v renesančni ikonografiji imamo celo zanimivo, ne, recimo kapela Paci v Firencah, so 4 evangelisti vsak s svojim simbolnim znamenjem. In zdi se kako, da bi jim recimo Marku, ne, jaz sem tudi Marko Lev, ne, da bi mu celo tako nekako malo povedal, kaj naj napiše. Pa pogledaš, ko vsak na svojo knjigo, ne, in tista knjiga je pravzaprav prazna, iz katere naj bi Lev bral. Ne. Tako da tukaj so zanimive take, ampak dobro, to so majhni detalji. Omenjen je bil Pico della Mirandola, ki se mi zdi zelo pomembna figura v začetek hermeneutike Svetega pisma, Stare zaveze. Njegov ta heptaplon, ne, to je bila razlaga 6 dni stvarjenja, ki je pravzaprav en od prvih mislecev, filozofov, razlagal stvarjenje ne kot neko, recimo danes bi temu rekli znanstveno ali pa faktično resnico, ampak kot nek, danes bi se rekli temu alegoričen simbolni diskurs. Ne. In potem so seveda sledili razni veliki filozofi, kot je bil Giordano Bruno, tudi je o tem pisal, pa Spinoza, pa Hume in Kant in tako naprej. Zdaj, kje jaz tle vidim problem? To ni toliko mogoče vprašanje Tine, ampak kje jaz tle vidim problem? Ker o tem sem tudi sam pisal. Ne? Jaz mislim, da s časoma ta, po eni strani seveda ta simbolna, metaforična razlaga Svetega pisma nezadržno prodira. Da to je proces, ki se ga ne da ustaviti. In z tega stališča tudi recimo te antigonizmi se mi ne zdijo tako grozni, ker navsezadnje, v Svetem pismu je tako rekoč vse. Ne? Imaš v istem evangeliju, oziroma v 2 različnih, ti si Mateja citiral, ne?
se pravi, pa če nisi z nami, si proti nam, ne, potem imaš pa, mislim, da je v Luki, ne, pa en drug stavek, tisti, ki ni proti nam, je z nami, ne, ker je čisto neka druga logika. No, ampak problem te metaforizacije in tega se verjetno teologi nekako zavedajo, ne, je to, da kje je njena meja, ne. Ker recimo, da metaforiziramo apokalipso, ki je res grozljivo divjanje, pač zla in tako naprej. Ampak, dobro, to recimo tudi teologi verjetno nekje sprejemajo, da je to možno, ne? Vsaj tisti bolj golobi med njimi, ali kakorkoli jih imenujemo. Ne? Kaj pa samo Kristusovo vstajenje? Ne? Tle je zadeva vpeta v realnost. To je tisti glavni vpetost krščanstva v realnost, je to, da je Kristus res vstal. Zdaj, to, kdaj bo paruzija, pa to, kar ti pišeš, je zelo pomembno, ampak še bolj pomembno je, da je on sam vstal, se pravi od mrtvih, ne, pa recimo tudi, da je Lazarja obudil ali kakorkoli že, ampak da je sam vstal, ker to je tista obljuba za vse ostale. In to kristjan, jaz nisem konfesionalni kristjan, gledam, jaz sem en od tistih zunaj, kot bi rekel kolega Gorazd. Kristjan verjetno tega ne more sprejeti, ker ni več kristjan. Zdaj, tu je tisti glavni problem, ne, ki ga jaz vidim današnji, tudi, ki se pa kaže v mnogih teh, rečemo, izvedenih problemih, s katerimi, pa zelo pomembnih zadevah, s katerimi se spopada tudi papež. Se popolnoma strinjam, mislim, da je to prednost krščanstva, ki se tako imenil, da ima vse te možnosti. To je odprta zadeva, za razliko od muslimanstva in tako naprej. Te druge religije so dosti imajo poljubljeno. Krščanstvo dejansko ne bilo odprto do vseh. Je omogočilo vse. To, kar danes govorimo, je naslednji krščanstvo sigurno. Pa budizem, ne, tudi recimo, je zelo odprt, ne, recimo v tej interpretaciji. Ja, zdaj, glede samega vstajenja, se je spet grozna tema, zato se tudi nisem vprašanje tega čistega jeza, sem samo malo pisal, ne. Ker je tudi vera v nesmrtnost, ne, oziroma neumrljivost. Husserl verjame, ne, kot da je ta čisti jaz neumrljiv. Freud se zame pravi, da si na ravni nezavednika ne morem zamišljati smrti, da ne verjamem v smrt. Če to obrneš v pozitivno, se pravi verjamem v nesmrtnost. To je na ravni, na najgloblji ravni, na ravni nezavednika. Se pravi, to je v človeku. In ni treba, da to brišem. Jaz mislim za to, da se to briše. Kdo verjame, sem prav vesel, da verjame. Ne, zakaj ne? Druga stvar je pa seveda zdaj, kako to na filozofski ravni razložiti. Husserl ima stalni problem. Pri njemu sem jaz kot jaz konstituiram v svet, vse vesolje kot celoto fenomenov, pomenov. Ampak, on se to večkrat vpraša. Jaz sem tisti, ki cel svet konstituira, sem v tem smislu stvarnik, na ravni pomenov, fenomenov. Obenem sem pa del tega sveta. To je njegov glavni problem. Kot kar Prekar to še, tudi ne se on prav, to, kar on govori o čistem jazu, velja za čisti jaz, za To telesno bitje, pa to pa ni nesmrtno. Je pa smrtno. Zdaj, kako to dvoje skupaj, nesmrtni jaz, ki je v meni, Husserl pravi, vse se človek ne more predstavljati smrti. Vse, kar si misli vključen smrti, je intencionalno, se pravi, je naravni noezis noema. Mislim tisto, kar je mišljeno. Vse, kar se mislim v smrti in po smrtnosti, mora nekrat, je v okviru tega, se pravi, v okviru misli. Tako ne spoj reče, da bo tega konc. Se samo v okviru tega govorim. Tako da je to dejansko zelo odprto in tudi pri Heideggeru bi lahko celkrat na tej ravni odprto. Se pravi, ne smemo nobenega filozofa pa filozofije gledati tako zaključen. Pri Platonu je ogromno stvari odprto. Pri vsakem, pri Heideggeru ima še več faz, kot jih je imel Platon. Vsaka faza bi zahtevala nekaj nov začetek. Tako da to je vse odprto. In to se strinjam. Tu je krščanstvo že na nek način to trasiralo to odprtost. Sigurno.
Ja, jaz imam samo eno, imam en komentar, pa kratek, pa eno vprašanje. Prvo bi se s komentarjem navezal nekaj, kar ste popolnoma na začetku odgovorili, oziroma s čimer ste začeli to debato, Drugo bi se pa na to, kar je že profesor Uršič nekako začel, nekaj krščanstva. Prvo bi se mu rekel, a ni mogoče pri tej smrti, ne? Mislim, da je bil zelo sporen pojem že po Heideggerju naprej, ne? Vemo, da Levinasa ste že omenili. Kasneje pa seveda tudi recimo Nancy je bil recimo potem, ne? On je govoril, da pravzaprav smrt na nek način je nujno tudi vezan družbeno dejanje. Pa ne tako družbeno v smislu družbenosti, ampak družbeno v smislu vezi, ne? V tej primarne vezi. Na nek način se ne da smrti zares izolirati. Ne moreš ti govoriti o smrti kot način, kar bi bilo popolnoma avtentično, samostno, ampak je zmeri vezano na pravzaprav doživljanje drugega v enem. In na ta način, meni se zdi to samo na sebi je tudi ena izredno pomembna dopolnitev te izvorne, da rečemo, fundamentalne ontologije pri Heideggerju. Tako da to bi na začetku menil. Ampak druga stvar, ki je mogoče bolj pomembna zraven, je pa tudi, da ne vem, če bi se tukaj čisto lahko strinjal, da samo človek na isti način, ker ravno iz tega stališča, ker so potem tudi antikomunisti recimo opozarjali, je pravzaprav tukaj ena razlika med pomenom pa smislom, če smem tako reči. Ker recimo, ja, mogoče v smislu recimo doživljanja je res tako, ampak pomen, ki se reče že čebele, recimo, ko imajo, vseeno določamo ljudje pravzaprav s tem, kako doživljamo smrt drugega. To je ena stvar. Druga stvar, ki pa je pa glede tega, kot ste omenili, da recimo tudi papež zdaj, ko recimo poskuša recimo samo dobro izvrati iz krščanstva. Mogoče bi se rad vrnil nazaj do časa razvoja, zgodnega razvoja krščanstva, ker logika meni se zdi zanimiva recimo vloga Julijana Vpadnika, kot rimskega cesarja, ki je tam sredi 4. stoletja poskušal recimo vrniti poganstvo takrat, ko je krščanstvo že postalo prevladujoča religija. In ključno, kar hočem s tem povedati, je videti se pravzaprav, kako je začetek krščanstva ni navezan na politično funkcijo. In vzeti pravzaprav samo dobre reči, kot take, je pravzaprav na nek način, se mi zdi vseeno pretirano pravzaprav, rečem, nivelizacija neke politične, konfliktualne pravzaprav, ki je pa vendarle ne nazadnje v stari zavezi značilna za razvoj krščanstva, pa za razvoj pravzaprav religije kot take. Religija je imela nujno od nekdaj politično funkcijo, tako da vprašanje je, koliko tukaj lahko še spogovorimo pravzaprav o neki celostni vlogi krščanstva na isti način. Jaz se čisto strinjam s tem, sem prej že hotel primarkati po dopolniti. Apokalipsa, kakršna koli že je, to ni izmislek. Še manj naš, To je neko zajetje nekega stanja, pa ne samo zgodovinska, ampak temeljnega človeška. Se pravi, tega ne smemo sprejeti. Ravno tako velja za te stare zaveze. Ni to, da bi kar črtali. Gre za... In to je razlika med filozofijo pa recimo metodologijo. Komunizem je črtal Boga in je obenem vrgel čez kroče, tako rečem, tudi vse etične vrednote, sveto življenje, to ne. Je treba priznati, Bog je nosilec vseh teh prav vrednot, krščanski Bog, na neki ravni. In je to treba izpostaviti. Se pravi, Boga na nek način ohraniti. Se pravi, če je potem kako in vse odprto, ampak ničesar ni za zavlečeno, če tako rečem. Je treba na neki ravni poštevati. Jaz bi, glede na novo pisanja pisma, te variante mislim, da ne bo, da gre za prevajanje. Pričakujemo nov prevod v kratkem, če ne v letu 19, pa v 20. Upam, da bodo nekatere besedne anomalije odpravili, vseh pa ne, ker mi smo itak premalo razumevajoči za Boga. Bog je povedal jasno misel, moje misli niso vaše misli. Zato se jaz zdaj sprašujem, ker sem tudi v vlogi filozofa, zakaj ni tako, in tudi znanstveniki se trudijo z interpretacijami Boga. Saj, če smo iskreni, Bogu samemu to nič ne koristi. On ne bo zato nič bolj vsemogočen ali vseveden, če ga mi še tako
interpretiramo v pozitivnem ali negativnem smislu pro et kontra, kot je bila ta metoda že od antike naprej uveljavljena in jo recimo dokaj še zmeraj uveljavlja tako, da ga zavrača. Če ga nekdo ne rabi, naj pošteno pove, da ga ne rabiš, pa se ne bo s tem ukvarjal. Če ga rabiš za svojo interpretacijo, boš vsaj toliko pošten rekel, ja, jaz sem antropomorfen, jaz sem partijen, jaz sem samo na strani tega dvopartitnega sistema Bog-človek, samo s človeško logiko mislim, pa ne bo spora. Tako da Boga jaz ne bi zadolževal, da ne bi se držal zakona neprotislovnosti in ne bi zapadil v paradokse, ker on pač več vidi in po svoji misli, mi to pogrešamo. To so želeli v okviru matematične logike, kakšen Leibniz ali pa Newton želeli, da bom Bog po matematično razmišljal ali pa Kant, da bo po človeško, nič tega ni. Mi bi mogli narediti zdaj en korak naprej in se partijno, samozavedno ograjevati znotraj lastne meja. To bi bil pravzaprav prispevek v okviru Kantove religije čistega uma, kjer se zaveda lastnih meja. Če se ne zavedamo, potem lahko Bogu marsikaj pripisujemo ali pa mu odpisujemo, ampak to je čist prostovoljen posel, ki je niti nam dosti ne koristi. No? Zato se jaz, mogoče imaš še odgovor, zakaj toliko interpretacij. To se strinjam. Ja. Samo treba poštevati potem različne sfere. Ne? Ja. Vse to, kar si dela govoril, velja, če ostajamo v okviru vere. Ne? Če pa to prenesemo potem, bodi si na znanost, bodi si na politiko, se pa seveda vse spremeni. To, kar smo pa daj govorili, v okviru vere, seveda, je tako. Je samo vprašanje, kako bi to navezali na sodobno znanost, pač govorite, da sodobna znanost si prizadeva podaljšati življenje in pač kakšni problemi se tukaj odpirajo? Ja, tukaj sem jaz bolj laik, šef strokovnjaka Marko Ušičan. In to lahko danes najbrž ni. Toliko časa smo že imamo omejitev na polosnih. To je vprašanje absolutno popolnoma odprto, se bo treba posebej. Martin bo rekla, kakšno. Ja, državno smo že celo 10 minut čez stavljali problem naših večerov, ker se je debata zasuče na tak zanimiv način. Na začetku sem pozabil eksplicitno poudariti, da je ta pogovor bil zasnovan v sklopu trilogije, ki je šla pri Slovenski matici, potem je sicer Tadej to poudaril in knjige so od zadaj, trilogija o nesmrtnosti in neumrljivosti. Tako da najlepša hvala profesorju Tinetu Hribarju, hvala tebi, seveda vsem vam, ki ste prišli. Gašperju Pircu, Robertu Petroviča in pa seveda posnetek pogovora, kot tudi že prejšnja dva, dobite na YouTube kanalu in na spletni strani, če bo koga zanimivo.